tako, stopili smo v 13. leto 3. tisočletja. Konca sveta v decembru nismo dočakali, kar pomeni, da bo treba še naprej pospravljati podstrešje. Z nepospravljenim podstrešjem je namreč težko shajati. Se sprašujete, zakaj? Zato ker nasprotje od pospravljenega podstrešja ni, kot bi morda mislili, nepospravljeno podstrešje. Nasprotje od pospravljenega podstrešja so oprani možgani. Svoj čas je bilo pranje možganov težko opravilo. Sodobna tehnologija, zlasti razvoj tiskanih in elektronskih medijev, pa je to opravilo močno olajšala. S pravimi sredstvi in izbiro ustreznega programa je mogoče oprati tudi najbolj zakrknjene madeže desničarstva, konzervativizma, neoliberalizma in celo janšizma. V zadnjem primeru eno samo pranje seveda ne zadošča, zato je treba postopek večkrat ponoviti. Prav te dni smo imeli pod imenom Slovenija v letu 2012 možnost spremljati temeljito enourno pranje možganov državljanov, ki ga je v javni TV pralnici pred očmi mnogih gledalcev vzorno opravila Mojca Pašek Šetinc. Možgane nam je najprej prala s prvim programom prekuhavanja, potem pa pranje še nekajkrat ponovila z drugim programom mehčanja in tretjim programom centrifugiranja. Gotovo pa bo potrebno še več ponovitev, saj smo se v preteklem letu v mnogih pogledih močno omadeževali. Že od začetka leta nas denimo kazi madež neizvolitve Zorana Jankovića za premierja. Veljavnih je bilo 43 glasovnic, za je glasovalo 42 poslancev, proti je glasoval en poslanec. Za tako hud madež je bila naša perica prisiljena poseči po zelo močnem sredstvu. Odločila se je za veliko Mirico Stanovnika. Hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. Naslednji madež, izvolitev Janeza Janše za premierja, je tako hud, da bi bilo bolje, ko bi se polili s katranom, je očitno prepričana Vrla Perica. Da se izogne razpravi na sodišču v zadevi Patria, kar se zgodi še večkrat, predsedniške dvore stopi Janez Janša. Ob prisegi novega premierja se je Perica takoj lotila mencanja. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Novi premier prisega. Ni ga predlagal predsednik republike. Potrebna pa je bila tudi še ena Mirica Janeza Stanovnika. Sam še te nesreče nam je bilo treba. Imamo dosti drugih, a ne? In tako naprej in tako nazaj se je nadaljeval Mojčin pralni program vse poletje. Od časa do časa je povišala temperaturo sindikati, vklopila program centrifugiranja z lačnimi otroki, se zjokala nad upokojenci, ki so ostali brez nekaterih privilegijev. In že je bila tu pozna jesen, ko se je v očeh naše Perice s povezovalnim programom, s katerim je nastopil v tekmi za predsednika, od glave do peta ponečedil še Borut Pahor. To pravi, da mi je res pomemben glas, ne zaradi tega, da bi bila zmaga veličastna, ampak zato, da bi bilo sporočilo veličastno, sporočilo enotnosti. Pašek Šetinčevi zaradi te katastrofe ni preostalo drugega, kot da je poskušala svinjarijo razbarvati z dvojno Mirico Danila Türka. Prazna demagogija, prazne fraze, razne zvijače, razne medijske in druge manipulacije, ki se pri nas dogajajo. To ni dobra država. Očitno tudi to ni pomagalo, zato je naša Perica še naprej mencala. V senci protipolitične vstaje je za predsednika republike ob rekordno nizki udeležbi izvoljen Borut Pahor. Tik pred koncem programa pranja pa se je dala spletnjo odpeljati na Blejski otok in v tamkajšnji cerkvici je v obupu zaklenkala na zvon želja. Naj se nam izpolnijo vse želje.
Srečno do naslednjega pranja. Kaj misliš, a se temu pranju res ne da izogniti? Seveda se da. Odpove se elektriki in RTV prispevku.